ostajajo stavkovne zahteve takšne, kot so bile. Ustrajamo tudi na novi kolektivni pogodbi za leto 2008-2009 in pa pri zahtevi po usklajevanju iz naslova produktivnosti. Tako kot sem rekel, ne pričakujem, da bi se v enem dnevu izpogajali in stavka mislim, da bo. Danes prvič, torej 2 dni pred stavko, je stekel dialog takšen, kot bi mogel biti že pred 7 dnevi. In za svobodne sindikate, če hočem biti realist, takoj rečem, stavka seveda ni cilj. Ni cilj. Je samo sredstvo za dosego nekaterih premikov v krivični prerazporeditvi bogatstva, ki teče pri nas. Ampak vendar ne. Če sem realist. Stavka bo v sredo. Bo v sredo. In res, mora se pa zgoditi čudež. Ta čudež pa je, glede na potek dogodkov, da bi jutri podpisali kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi plač glede na izredno visoko inflacijo v letu 2008. Kajti brez podpisa kolektivne pogodbe ne bo preklica stavke. Ne more biti. Mi moramo imeti trdno garancijo, drugačno, kot smo imeli v mesecu januarju, da kar se dogovorimo, to tudi velja. In to je podpis kolektivne pogodbe v obliki, ki samo čaka na objavo v Uradnem listu. Ker pa vemo, da stavkovne zahteve presegajo vsebino te kolektivne pogodbe, smo pripravljeni in delodajalci to tudi vedo, da sprejmemo, ampak to tudi pred stavko, da za to stavke ne bi bilo, trden dogovor, ki bo kazal veliko pripravljenost tudi delodajalcev, da kar tiče produktivnosti in pa kar se tiče ponovne uskladitve v letu 2008 za inflacijo v tem letu, pride v tej vsebini nesporno v to kolektivno pogodbo 2008-2009. Seveda, ko pravim, da ni skoraj da realno za pričakovati, da se bi zgodil jutri ta čudež, bo stavka. Seveda smo pripravljeni se pogajati naprej, če bo volja pri delodajalcih že naslednji dan. Če bo seveda volja pri delodajalcih. Mi ne mislimo podpisati noben dogovor, če stavkovne zahteve, vse 3 ne bojo uresničene, ampak vse 3. Noben kolektivno pogodbo, nobeno kolektivno pogodbo o izrednem usklajevanju za nazaj, če ne bojo vse 3 stavkovne zahteve uresničene. Med njih štejemo posebno pomembno dvig osnovnih plač, najmanj za inflacijo in ureditev produktivnosti minimalne plače. To je paket, ki mora biti v celoti zapopaden kot pogoj, da Pergam sploh kaj podpiše. Zato tudi jaz ocenjujem, da smo čedalje bližji dejstvu, da stavka bo in da bo tudi v tistih dejavnostih in podjetjih, kjer so določeni dogovori doseženi, prav tako, mi bomo o tem sicer posebej spregovorili, ampak stavka je dejstvo, realno dejstvo. To, kar se je zdaj dogajalo v teh dneh v pogajanjih, je v bistvu samo dokaz, da se pač noben nič strani delodajalcev ne želi dogovoriti. Mi smo danes 3 ure čakali na popolnoma enostaven predlog sindikatov. Da nismo dobili, ker so to oni čakali, da mi opravimo novinarsko, pa jutro so je že sklicali oni in tako naprej. Skratka, zadeva postaja takšna, da je realno, da se ne bomo nič dogovorili. In to je za Slovenijo, za perspektive Slovenije, za zaposlene največji problem. Veliko večji, kot vse stane drugi, ki se danes kažejo v takih drugačnih obliki medijih. Mi ostajamo in smo brezplačni politiki, ki se tega zavedamo. In lov na čarovnice ali pa na prosto izbiro iz samopostrežbe. Hvala. Se povedano. To se že ve.